Pozdravljeni. Živijo, tako kot vse dni, sva z vami samo en selfie. Danes pa se nam bosta delavnico izvedli Tina in Nina. In vam dajem kar besedo. Hvala. Živijo, jaz sem Tina. Najprej se bi rada predstavila. Rada bi povedala, da me zanimajo različne stvari, rada pokam, hodim na sprehode v naravo, kolesarim. Plavam, da ni rada imam izzive. Pa moja neka posebna značilnost je, da tiho govorim, da se hitro zadiham, tudi to, da uporabljam električen voziček. Hkrati, da pri svojem gibanju zelo lovim ravnotežje, da ne morem roke dvigati in pa kaj še tako. No, skratka, rada pa marsikaj počnem. Mogoče še ni Živjo, evo, jaz sem pa Mija. Tako kot Tina, sem tudi jaz kar aktivna in zelo rada potujem. Rada se ukvarjam z različnimi aktivnostmi. Veliko projektov sem že v bistvu organizirala in tudi bila na projektih, tako da me veseli, da smo zdaj tudi del festivala Igraj se z mano. In tudi mene, tako kot Tino, v bistvu spremlja voziček, sicer navaden, ki ga uporabljam vsak dan za premikanje. Kdaj to pomeni kakšen več izziv vsak dan, ampak včasih pa tudi kakšno dodatno priložnost. Tako da upam, da se boste danes zabavali z nami in kaj novega spoznali. Bom jaz nadaljevala. Namreč, mene zanima, torej v sredo smo spoznali Marjo in ona je rekla, da oseba, ki ne hodi, oseba, ki uporablja voziček in mogoče v tem primeru ali ne more dvigati roke, tako pa jaz, pač ne more plesati. A je tudi ta trditev drži ali ne? Mogoče kakšen bi lahko rekel? Mislim, drži pač, da lahko vsak pač pleše. Lahko. Jaz se strinjam, sem čisti primer tega, da se da. Tako kot Marja je rekla, da je ples na vozičku zelo mlada panoga, v Sloveniji se še razvija in ona vam je zadnjič predstavila ples, torej par, kjer je hodeči, plus temu se reče kombi. Jaz pa bi vam rada predstavila, zdajle mogoče boste počasi videli sliko, kjer je par, da sta oba dva na vozičku. Torej, to je par, kjer sta oba dva na vozičku in temu se reče duo. Pri standard latinsko-ameriškemu plesu, vendar pa to ni edini ples na vozičku. Poznamo še različne zvrsti, ampak to je še se tako povoji. Jaz in pa še moje prijateljice smo se že preizkusile v modernem sodobnem plesu, izraznem plesu, kjer gre za improvizacijski ples. To je ples, ki nima korakov že naprej planiranih, naštudiranih, ampak gre bolj za občutke oziroma improvizacijo samo in hkrati se ta koreografija sproti rojeva in pa uči. In tukaj je ful pomemben, da imaš občutek, ta čut s svojim lastnim čutenjem oziroma tudi in še kaj drugega, gre za izrazni. Medve bova pokazali, pa bi rada povabila vse, da z nama probate ples s prsti oziroma z dlanmi, kar pomeni, da bi vas prosila, kako midve bova dale roke, prste na mizo, ekole, pridružite se nam
Torej, če ste v paru, kar dejte tako, da se vam midve zmijo, v paru sicer pa vsak posamezno naj proba občutek to gibanje s prstki. Torej, bomo zdaj plesali s prstki, kot sva midve v eni predstavi, ne vem kdaj točno, kakšne 2 leti nazaj. Imenovala se je Morala je sama, a ne? In bilo je zelo zanimivo. Ples je zabaven in pa predvsem oder je zelo izziv, tak velik izziv. Ok, Mija, dajmo malo muzike za občutek. Kaj praviš? Ja? Lahko. Bravo. Kako se vam je zdelo, je bilo kaj treme s prstki? Ne. Čutek je bil kakšen? Ja, malo težji. Meni je super ples in vsake kvatre pa še v prostem času plešem. Potem pa me zanima, mogoče oseba, ki se giblje s pomočjo vozička. Kaj pravite, ali lahko gre na vlak in ga pač lahko uporablja ali ne? Vlak, ki pelje. Ja, če lahko uporablja javni prevoz, pač oseba, ki je na vozičku, ki rabi pomoč. Ja? Ja. Res je. No, naj povem svojo izkušnjo. Namreč, jaz sem se odločila, da grem v Celje s prijateljico, oziroma prijateljico obiskat v Celje in sem se odločila, da grem z vlakom. Zdaj bom pokazala eno slikico. Ekola, to je slikca v vlaku že. To je prav prostor, kjer je namenjen za osebe na vozičku, to pomeni, da se sedeži zložijo ob strani in pa zato, da je več prostora za parkirati voziček. No, ampak tukaj je pač posebnost ta, da preden sem se jaz lahko odločila, da zdaj grem pa jaz z vlakom na izlet, sem rabila se zelo dobro zorganizirati. Kar pomeni, da sem najprej šla do blagajne, kjer prodajajo vozovnice in so me napotili k enemu gospodu, ki se prav ukvarja z osebami na vozičku, kjer ti on pove, z njim se vse zmeniš, kdaj greš, ob kateri uri in da tudi rabiš poklicati varnostnike, zato da ti potem pomagajo, da greš lahko ti do vlaka. Varnostniki te pospremijo čez progo, čez same tirnice, pospremijo do vlaka in tam je tako dvigalo, dvigalo z nogami, varnostniki lepo te dvignejo v višino vlaka in si že v vlaku, zapelješ notri in to je to.
Vlak je super stvar za izlet. Namreč kakšno urico sem rabila, pa sem že bila v Celju. Tam sem šla v muzej, ki je bil prilagojen, vstopen, pa nakrog po parku, in pa nazaj. Posebnost je tudi ta, da konduktor, ki pogleda, ali imaš karto ali ne, ti pomaga, da mu poveš, kje točno greš dol, namreč zato, ker on je tisti, ki je zadolžen, da pokliče spet varnostnike, da oni pripeljejo to dvigalo in te spet naložijo, da to dvigalo in te spustijo nazaj na peron. Eko. In iz perona čez tirnice lepo nazaj v življenje ljubljansko. Tako nekako. Mija bi mogoče še kaj dodala. Jaz bi pa v bistvu kar nadaljevala z naslednjo trditvijo, ker si tako v bistvu razlagala o javnem prevozu. Mene pa zanima, kaj mislite, ali oseba, ki se giblje s pomočjo vozička, lahko vozi avtomobil. Kaj pravite? Ja. A pa tako kot vsaka običajna, ali mislite, da je kaj drugače? Mislim, da je malo drugače. Aha, tako, res je. V bistvu vsakdo dejansko lahko vozi avtomobil, ampak z nekimi prilagoditvami. In jaz vozim isto prilagojen avto. Tukaj imamo eno fotografijo mene in ene prijateljice, ko sva se tudi odpravljala na en izlet. In tako, kot sem že rekla, v bistvu vozim prilagojen avto, ki ima v bistvu prilagoditev, da so vsi vzvodi speljani na roko, se pravi, temu jaz rečem kot neka komanda, ročka, in je posebnost le ta, da se moram v bistvu poleg sebe dati v avto tudi svoj voziček in tukaj lahko vidite, kako se jaz presedem. Se pravi, ko se zapeljem k avtomobilu, se presedem, najprej vzamem stran kolesa in jih dam za sovoznikov sedež. To vidite na tej fotografiji in potem potegnem oziroma predstavim še ta osrednji del vozička na sovoznikov sedež. In takole sem potem že naložena v avto. Zdaj me pa zanima še, če veste, zakaj so prilagojena oziroma parkirna mesta, ki so prilagojena, širša. Ali mislite, da je to zato, da lažje parkiramo, ker ne znamo dobro voziti, ali je kakšen drug razlog? Mislim, da je drug razlog. Se pravi, da ne zato, ker ne znamo dobro voziti. Ja. Tako je, ja. A kdo ve, kako izgleda prilagojeno parkirno mesto? Ne. A ste že videli kdaj, kje na kakšnem parkirišču, kakšne take rumene talne označbe? Ja. Kot zabelevit. Ja, tako je. Evo, tukaj imamo eno sliko enega prilagojenega, širšega parkirnega mesta. In prilagojeno parkirno mesto je označeno z rumenimi talnimi oznakami in tu pri strani je ponavadi en tak prostor z enimi črtami na tleh in to je ta del, ki je dejansko širši kot običajno parkirno mesto. In zato je v bistvu pomemben del tega, da smo lahko samostojni pri uporabi avtomobila. Dejansko nam to omogoča, da lahko se presedamo brez problema v avto, ker rabimo dovolj prostora pri strani, da ko odpreš vrata, lahko prideš z vozičkom zraven in se presedaš. Zdaj pa vam bom pokazala še eno stvar in tole je parkirna karta za prilagojena mesta, ki je veljavna v bistvu je po vsej Evropi. In pomembno pri parkiranju je to, da lahko ta parkirna mesta uporabljamo s parkirno karto, se pravi, da jih uporabljajo osebe, ki so do tega nekako upravičene in to
moraš tudi vedno s parkirno karto označiti, ko parkiraš na takem mestu, kar pomeni, da pač nekdo ve, da rabiš tako mesto zaradi lažjega parkiranja. Zdaj me pa zanima, kaj pri tejle fotografiji ne štima. Kaj mislite? Se pravi, imamo spet prilagojeno parkirno mesto in tukaj sta parkirana 2 avtomobila. Kaj menite, kaj tukaj, zakaj tole nekaj ne gre? Eden je zasedel, ko ni pravilno parkiral. Parkiral, ne? Res je, tako je. V bistvu je problem ta, da je nekdo zaparkiral dostop do avtomobila in tako na sliki je Katrin, ne mora v bistvu do vrat in se ne mora niti presesti. In tukaj vam lahko povem eno svojo anekdoto, da se mi je tudi že meni zgodilo, da sem parkirala v bistvu na običajnem parkirnem mestu, ker ni bilo nikjer prilagojenega, označenega mesta. In v času, ko sem jaz parkirala, je bilo pač parkirišče dokaj prazno in sem lahko sama izstopila iz avta. Potem sem se pa vrnila in seveda je nekdo zaparkiral mesto zraven mojega avtomobila in nisem mogla do avta. Kar nekaj časa sem čakala, da je nekdo prišel mimo, da sem ga prosila, če mi pač lahko premakne avto, da pač ne morem sama do njega. In seveda po pač res prvem začudenju, zakaj za vraga jaz to sprašujem, da mora premikati avto, sem mu mogla obrazložiti, da ne morem do avtomobila, da se tako ne morem presesti in da je sicer moj avto prilagojen, ampak da ga lahko vozi tudi nekdo, ki ne rabi prilagoditev, ker pač je moja ročka tako narejena, da se ne premika, če ga vozi nekdo na pedala. In po kar nekaj minutnem pregovarjanju je potem gospod se odločil, da mi bo pomagal. Izgledal je sicer kar malo prestrašeno, ampak potem sem se mu lepo na koncu zahvalila in se mi zdi, da tudi on je premagal en svoj strah. Je pa to, kar v bistvu včasih ti lahko se zgodi, da je zato ali kam zamudiš, ali pa moraš malo prilagoditi svoje opravke. Vprašanje pa za vas, kaj bi storili, če bi se recimo z nekom peljali, ali pa če že tudi sami vozite in bi nekdo želel parkirati na parkirnem mestu, ki je prilagojeno, pa recimo nima te označbe oziroma nima parkirne karte oziroma do tega ni upravičen. Kakšna bi bila vaša reakcija? Ja, ne bi tam pač parkiral, ne? Bi pa parkiral tam, ki je pač ni za to, če nima karte, pač ne sme tam parkirati. Tako, ali pa bi ga na to opozorili? Ja. Ja, super. Tako, ja, v bistvu je res prav, ker ta mesta so res namenjena tistim, ki rabijo to parkirno mesto in včasih se res dogaja, da stojijo na teh parkiriščih avtomobili oziroma tudi parkirajo osebe, ki do tega pač niso upravičene in na to moramo dejansko opozarjati. Toliko z moje strani, da pa ne bomo samo o potovanjih, bom pa predala besedo Tini. Ja, mene pa zanima, oseba, ki ne hodi, lahko v vodi plava brez pomoči. Kaj pravite? No, bom kar pomagala. Namreč takole je. Jaz sem včasih hodila, pa se mi je postopoma začelo slabšati, tako da kljub temu, da sem težje hodila, takrat, če nisem rabila pomoči in sem lahko šla sama v vodo, prav tako brez rokavčkov in pa šlafa, kasneje, bolj ko se mi je slabšalo, moje mišice so bile bolj ošlohnele, sem težje plavala in prav tako zaradi tega sem začela uporabljati črv, namreč bom pokazala svojo sliko. Hkrati pa mi je pomagal nekdo, da sem lahko prišla v vodo. Sedaj, ker ne morem hoditi sama, me z vozičkom, ki je prav primeren, prilagojen da peljejo v vodo, te z vozom direkt po rampici. Prav tako imam
tale črv pod pazduho in lahko plava. Vedno pa nekdo zraven mene za varnost, da se ne utopi. To je to. Potem pa bi vas vprašala, še eno trditev imam za vas. Kaj mislite, a zdaj, ali je oseba, ki ne hodi doma in se dolgočasi, kaj mislite, ali oseba, ki ne hodi, je aktivna, neaktivna? Kaj pravite, kakšno je vaše mnenje? Sedaj, ko ste poslušali bontonček, pa bom predala tudi besedo Katrin. Hvala. Mene zanima, kaj mislite. A je naše življenje bogato, smiselno, a se znamo tudi poveseliti, ali smo tako, kot je rekla Tina, žalostni in naše življenje pravzaprav ima tako zelo malo smisla. Kaj mislite? Če ima veliko smisla, dvignete roko, če pa nima smisla, pa ne vem, smo tako doma, žalostni, skozi nekdo za nas skrbi, pa dajte roko navzdol. Pa Nika, prosim, povejte, koliko je število rok navzgor, pa koliko je število rok navzdol. 4 roke so gor, 200 pa brez odziva. Okay. No, zdaj vam bomo pa pokazali en film, kaj smo mi trije, Špela, Aljoša, kaj smo včeraj ušpičali. Po končani delavnici smo dobili idejo, da bomo preizkusili ta vrtiljak, ki nam ga je Aljoša pokazal. No in zdaj si pogledajte ta film. Ja. Tako da jaz mislim, da smo s tem filmom dokazali, da je naše življenje tudi veselo, da se znamo poveseliti, da smo kljub temu, da smo odrasli, da imamo vsi v sebi tudi majhne otroke. Jaz se vam zahvaljujem v imenu cele ekipe Bontončka za vaš prispevek, za vaše sodelovanje in vas vabim, da se vidimo naslednjo leto. Hvala lepa. Hvala, Katrin. Hvala vsem vašim sodelujočim na delavnicah, ker se mi zdi, da ste nam ponudili res pomemben uvid. In ja, kot je Katrin zaključila, se mi zdi, da je fino, da se vsi spomnimo, da imamo v sebi ene male otroke, ki jih je treba spustiti na igrišče, da se igrajo, in da je igra nekaj najlepšega, kar si lahko podarimo, no? Tako da se mi zdi, da ste fantastično zaokrožili tale zadnji dan delavnice v živo našega letošnjega festivala, ki upam, da naslednje leto ga pa res v živo izvedemo, da se spet podružimo na Kongresnem trgu. Res najlepša hvala, da ste bili z nami, tako vi, vodji delavnic, kot tudi vsi udeleženci, ki ste pomagali soustvariti vse te vsebine. Pozdravčke tudi vsem, ki nas spremljate za nazaj na Facebooku in vsem, ki nas kar na kakršenkoli način podpirate. Tako da najlepša hvala z moje strani in vam želim en lep zaključek dneva. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.